Od nekaj več kot 1,7 milijona volivcev jih je svoj glas včeraj oddalo slabih 750 tisoč. Največ volivcev se je na volišča odpravilo v Kamniku, 55,75 odstotkov, najmanj v urbanih središčih. V centru Ljubljane je šlo na volišča vsega 33 odstotkov volivcev, v Mariboru 34 odstotkov. Za Pahorja je glasovalo 47,07 odstotka volivcev, Šarca pa 24,97 odstotka. Na tretjem mestu je kandidatka SDS Romana Tomc, ki je prejela 13,74 odstotka glasov, sledita Ljudmila Novak in Andrej Šiško. Največ glasov je aktualni predsednik Pahor prejel na skrajnem severovzhodu države, v volilnem okraju Murska Sobota, kjer je dobil celo večjo podporo od njegove domače Nove Gorice. Sem maratonec, vem, da je treba teči do zadnjega koraka, da se potem lahko zmagovalno prečka ciljno črto. Čestitam gospodu Šarcu. Mislim, da je naredil imeniten rezultat za nekoga, ki je bil doslej v državni politiki manj znan. Z njim se bom pomeril kot z zelo resnim in odgovornim kandidatom in upam, da bo v vsebinskih razpravah razčistila najine poglede in da se bodo ljudje toliko lažje odločili. Marjan Šarac je največ glasov dobil v Kamniku in v krajih Domžale 1 in 2. Sam, tudi izhajajoč iz teh rezultatov, napoveduje možnost presenečenja v drugem krogu. Zelo velik uspeh je priti iz nič na ta rezultat. Ni odveč poudariti, da sem zbral več kot vse parlamentarne stranke skupaj. Vsi kandidati parlamentarnih strank skupaj. Tudi to nekaj pove. Pove o stanju politike v Republiki Sloveniji, pove o zanimanju ljudi za politiko in ljudje so tisti, ki nazadnje tudi odločijo. Ali nas bo drugi krog volitev kot narod bolj povezal ali še bolj razdelil, bo nedvomno pokazal čas. Je zelo razveseljiv pojav Marjana Šarca, ki je, kot veste, gledališki človek po osnovni izobrazbi, je prinesel malo duh drugega časa in pa neke vrste osvežitev. In se mi zdi ta, poleg gospe Tomčeve, tudi najrelevantnejša v času kampanje. Pahor ni slab predsednik, oči drži, ko pripoveduje, da povezuje. Res pa je, da bi si nekako že želeli enega detca, ki bi nekaj rekel, bi vsi malo supnili in nekako rekli, Madonca, najbrž ima prav. Zakaj je bila volilna udeležba najslabša v zgodovini predsedniških volitev, ostaja odprto vprašanje. Mnenja so vsekako različna, tudi med nekdanjimi politiki, kar sta naša sogovornika Partlič in Moge. Prvi poudarek je ta, da ljudje ta politika, ki se zdaj izvaja v Republiki Sloveniji, ne zanima več. Kdo še danes hodi gledati 25 let stare filme? In se mi zdi, da tranzicijski politiki, ki so bili na začetku tam, se izobraževali v enem čist drugem sistemu in živeli tam, nimajo danes v politiki več kaj iskati. Ljudje jih imajo dost. Druga stvar je pa ta, da tudi ti politiki in zdajšnja garnitura politikov, ki so na oblasti, nimajo nobenih takih projektov, ki bi ljudje v živo zanimali. Vsa Evropa živo ve, da mora država imeti na rangu države vojsko, mora imeti policijo, mora imeti zunanje zadeve in tako naprej. Vse države, ki želijo imeti razvoj, pa imajo razvoj na rangi pokrajin. Vse, prav vse, razen Republike Slovenije. V Republiki Sloveniji se vsi pogovarjamo eden mimo drugega in sicer prav zaradi tega, ker se politiki ne upajo na nobenem ravni, ne na predsedniški, ne na državni, ne na občinski, odpreti špranjo, v kateri bi uvedli drugo raven lokalne samoprave. Ko bodo prešteti vsi glasovi, bodo tudi znani končni izidi glasovanja, ki pa še ne bodo uradni. Postopek ugotavljanja uradnega izida prvega kroga volitev mora biti končan do 3. novembra. Pahorja in Šarca zdaj čaka 3-tedenska kampanja, v kateri bosta poskušala nagovoriti volivce, ki so v prvem krogu glasovali za druge kandidate ali pa so ostali doma. Pred nami je torej drugi krog, ki bo 12. novembra, izbrani kandidat pa bo mandat nastopil 23. decembra.